hujših požarih v naravi, ki so vse bolj uničujoči in se vse bolj približujejo naseljem, statistika kaže, da so v Evropi za življenje najbolj usodni požari doma, še posebej v enodružinskih hišah. V Sloveniji na leto v požarih povprečno umre 10 ljudi. Tveganja pa so vedno nova, baterije, fotovoltaika, novi umetni materiali. In tudi pri nas se lahko zgodi takšna katastrofa, kot se je leta 2017, ko je v požaru v stolpnici v Londonu umrlo 72 ljudi. Če smo recimo tam nekje 10-15 let nazaj govorili, da pri tistih starejših materialih, se pravi les, usne, bombaž, se pravi naravnih materialih, do tega polno razvitega požara prihaja nekje v času med 10 pa 15 minut. Danes, ko je okoli nas veliko plastike, govorimo, da do polno razvitih požarov običajno prihaja v času do največ 5 minut. So if you charge, put it on a solid surface or on the floor, something that won't easily ignite afterwards, because a cell phone itself on a wooden floor will rarely cause a big thing, but if you put it on the sofa, then you have a chain of events. Kaj lahko storimo sami, kako se lahko zaščitimo in pravilno odzovemo? Pa tudi kakšna je odgovornost države in gradbeništva, da se bolje pripravimo na nova tveganja. 24 ur inšpektor. Potem pa... Požar, neobvladljiv, ki se širi z izjemno hitrostjo in ogroža vse pred seboj. Kraj Slani, največji požar v zgodovini samostojne Slovenije. Evakuirajo ljudi, tako da vidite, situacija je zelo kritična, vidite, to je katastrofa. Zajel je 3700 hektarjev gozda, travnikov, pašnikov, ogrozil je tudi domove. Z ognjem, ki je povzročil za 30 milijonov evrov škode, se je borilo okoli 20 000 ljudi. Poletje letos. Najprej Grčija, pa Španija, Italija, Portugalska, Havaj. And then I saw Manfred dead on the ground like a piece of charcoal, like Pompeii. Usodni so lahko tudi požari v prometu. Do katerega je prišlo na mariborski avtocesti, je za nekaj tednov zaprl predor. Premalo pa se zavedamo, kako preprečiti požare doma, v stanovanjih, stolpnicah, hišah, objektih nasploh. In most European countries, fire fatalities is related to single-family homes. Ob vse pogostejših naravnih katastrofah in več kot požrtvovalnem odzivu tako prebivalcev, gasilcev, reševalcev in civilne zaščite prevečkrat pozabimo na preventivo. Zgolj sistemi za odzivanje na katastrofe niso dovolj, pravi vodilni svetovni strokovnjak za požarno varnost, profesor José Torero. Buildings change and they continue to change. Technologies are going to change. The whole climate emergency is pushing us to introduce novel ways of building, is pushing us to introduce new materials, new things in buildings, so the risks are changing. And if we're not telling constantly politicians, risks are changing, we need to keep up, we need to keep up, we need to keep up. And we cannot rely on the response to be able to operate appropriately. Drugače enostavno ne bomo vedeli, kako se pravilno odzvati in bomo ranljivi tudi za takšne tragedije, kot se je zgodila leta 2017 v stolpnici Grenfell v Londonu, v kateri je umrlo 72 ljudi. Profesor Torero je bil eden od preiskovalcev te prelomnice za požarno varnost. Nobody really paid enough attention of how these fires can be managed. And the reality is that you ended up with a fire that disabled the firefighters completely from being able to address it. And not only disabled the firefighters, they actually ended up giving the wrong instructions to people so that people will stay in place. And all sorts of things ended up happening because we had that lack of preparedness. Ko se je ogenj razširil po 24 nadstropni stolpnici, je vse eskaliralo do te točke, ko nihče ni vedel, kaj narediti. One actually jumped out and obviously what happened. Where you have put a facade that was so complicated in nature with so many combustible materials that nobody could really assess in a proper way how it will perform. Only the day where the fire started, you realize that it performed terribly.
In to se lahko zgodi kjerkoli, tudi pri nas, pravi predsednik Slovenskega združenja za požarno varnost dr. Aleš Jug. Predvsem je problem iz naših obstoječih stolpnic evakuacije. Torej, večina starejših objektov ima eno evakuacijsko pot, to je ponavadi glavno stopnišče v tej stolpnici, ki je povsem odprto. Objekt ni ločen v požarne sektorje, vemo pa, da danes ljudje na hodnikih hranijo marsikaj. Pogosto recimo na hodnikih pristanejo tudi kolesa s skiroji, v katerih so litij-ionske baterije, ki predstavljajo velik problem. Prav v Sloveniji imamo sicer veliko znanja, ki ga zdaj pospešeno razvijajo tudi v Zavodu za gradbeništvo, v največjem protipožarnem laboratoriju v tem delu Evrope v Logatcu, v okviru evropsko financiranega projekta Frisbee. Takole nam je vodja oddelka za gradbeno fiziko Zavoda za gradbeništvo Friderik Knez demonstriral enega od manjših poskusov, s katerim lahko preučujejo dinamiko gorenja v reži, pomen različnih materialov, prezračevalne možnosti in podobne pomembne vidike gradbene fizike, da lahko zasnujejo primerne in varne fasade hiš. V tem primeru imamo na obeh površinah gorljiv material. Zato pričakujemo, da se bo material vžgal, torej plošča se bo žgala. Ko se prva plošča vžge, začne segrevati drugo ploščo, se vžge druga plošča, začne segrevati prvo ploščo nazaj. Geometrija reže pa poskrbi za to, da se pravzaprav plamen dovolj hitro, pa relativno hitro, visoko dvigne više, kot bi ga sicer pričakovali znotraj tega. Dejansko se strokovnjaki v Logatcu morajo igrati z ognjem, da bi bili vsi varnejši pred ognjem. Kako ga ugasniti oziroma mu ne dovoliti, da se razširi? Človek je edino bitje, ki se igra z ognjem. In to preprosto zato, ker ga znamo tudi ugasniti. Zdaj se ga ven, prej ni, ne? Ja, zato, ker zdaj se pa gorenje pospešuje. Ko umaknejo zunanji plamen, se vidi, kako bi se ogenj razvijal, ko gori samo fasada. Ker so materiali gorljivi, ker imamo režo, lahko vidimo, da plamen pravzaprav zelo visoko sega. In zdaj prehaja počas čas, ker bomo to ustavili, bomo plamen pogasili. V drugi osnovni napravi za manjše preizkuse pa preučujem, kako se požar sploh začne, kako se razvije pred požarnim preskokom. To je 30 kW plamen, simulira pa tako, kot sem rekel, nekako goreč koš, poln papirja v vogalu in pač opazujemo, kaj bi se zgodilo. Zelo hitro se je v preizkusni sobi segrelo in tudi dim se je začel kmalu nabirati. Seveda pa je bilo vse pod nadzorom. Takih stvari ne preizkušajte doma, kajti, kot smo se tudi sami prepričali, se ogenj izjemno hitro razplamti. In tudi tu so nato umaknili zunanji oziroma primarni plamen. Zdaj, če to ne bi bil vogal, bi se ugasnil, ker pa je vogal, se pa verjetno čisto ugasnil, ne bo se pa plamen precej zmanjšal, kot vidimo. To je zaradi tega, ker za razliko od prejšnjega eksperimenta, kjer sta se obe površini ojačevali, se tukaj ne, tukaj sta v vogal postavljeni, ne? Ko pa je vogal pregret, se v ponovnem vžigu plameni zelo hitro vrnejo na prejšnjo raven. Se že spet pojavljajo plamenčki, pa je samo par sekund od ponovnega vžiga. Ko pa enkrat pride do požarnega preskoka in je požar polno razvit, pa govorimo o požarni odpornosti in tudi to preizkušajo v Logatcu. Kako nam je pokazal vodja oddelka za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja Grunde Jomas. Here, as you can imagine, since it's vertical, we're testing wall elements, we can test fire doors. Na zunanjo stran namestijo tesno steno ali vrata in znotraj prižgejo silovit ogenj, da preizkusijo njihovo vzdržljivost, koliko časa in kakšno temperaturo prenesejo, preden se sesedejo oziroma zrušijo. Which goes up in most cases to 900,000 degrees. There are different curves. It could be, if it's for a tunnels system, then it's higher. On the other side, we have the one that is used for horizontal. So here we can do ceiling elements, but floor decks. It's a room. We close the whole thing. In testirajo strop ali tla, kar namestijo na vrh te sobe, da vidijo, koliko temperature prenese in kako dolgo zdrži, ter ali ustreza predvidenim standardom. So we have burners coming out of the holes. And this will have a flame coming out to heat the room very fast. Je torej varneje bivati na višjih ali nižjih nadstropjih? Grunde Jomas pravi, da je vse odvisno od tega, kako je stavba projektirana, zasnovana. If you trust the system, it shouldn't matter. But of course, with time and maintenance management, this is one thing. We can do the design
we can do the construction. But if the management is poor, then we have a new problem. Ko se lotevamo gradnje ali obnove domov kot posamezniki, niti ne moremo vedeti, kaj in kako. Gre za izjemno kompleksne znanstvene discipline. When you go to the doctor because you have a brain tumor, as an individual, you're not going to tell the doctor what to do. You're going to trust the doctor there because of the profession and the competency. In to bi morali kot skupnost zahtevati tudi v gradbeništvu. Primerno znanje in etično obnašanje ter zanesljive procese certificiranja. The problem that we have right now is that we don't have the trust. Statistika kaže, da so v Evropi najbolj usodni požari doma. If you look at fire statistics in most European countries, fire fatalities is related to single-family homes, to errors, mistakes possibly that people do. We've seen lately with a lot with batteries, electric scooters in New York. That's the highest fatality. Zato moramo tudi posamezniki prevzeti del odgovornosti in ravnati varno. Gre za malenkosti, ki se jih držijo tudi strokovnjaki. I don't, and I tell my partner too, not to charge overnight with a computer on a bed. So if you charge, put it on a solid surface or on the floor, something that won't easily ignite afterwards, because a cell phone itself on a wooden floor will rarely cause a big thing, but if you put it on the sofa, then you have a chain of events. Pomembno je, da imamo detektorje dima, detektorje ogljikovega monoksida. Tako zalogovniki energije, baterije, kot električna vozila v garažah so relativno nov sklop tveganj, ki jih tudi stroka na področju požarne varnosti manj pozna. Trg prehiteva stroko oziroma je stroka manj vključena v ta razvoj. Zato moramo biti še toliko bolj previdni, pravi Aleš Jug. Podobno je s fotovoltaiko oziroma sončnimi celicami. Analize kažejo, da fotovoltaika postane problem po približno 10 letih vgradnje. Takrat, bom rekel, so kabli že nekoliko izpostavljeni, oksidirani, veliko teh kablov je po strehah nezaščitenih, in takrat torej običajno prihaja do prebojev in seveda tudi potencialnih oživov. V Franciji, na primer, že beležijo velik porast požarov na družinskih hišah zaradi fotovoltaike. For photovoltaics, there are basic guidelines. Use the right components. Make sure that you have professional installers. Don't install it yourself. Don't, things like this. Nove tehnologije, materiali, drugačen način življenja, vse to izjemno hitro spreminja tudi okoliščine za požar in njegovo gašenje. Če smo recimo tam nekje 10-15 let nazaj govorili, da pri tistih starejših materialih, se pravi les, usnje, bombaž, se pravi naravnih materialih, do tega polno razvitega požara prihaja nekje v času med 10 pa 15 minut. Danes, ko je okoli nas veliko plastike, govorimo, da do polno razvitih požarov običajno prihaja v času do največ 5 minut. Vse bolj smo ogroženi in temu se ne moremo izogniti, lahko pa se bolje pripravimo. Tudi v stanovanjskih hišah priporočamo vgradnjo dimnih javljalnikov, ljudem priporočamo nakup gasilnikov, ljudem priporočamo, da sem in tja obiščejo lokalno gasilsko enoto, kjer jih lahko usposobi, kako se gasilnik uporablja. Z vidika statističnih podatkov nam v Sloveniji ne gre slabo, pravi dr. Jug. Mi imamo na letni bazi okoli 10 smrtnih žrtev zaradi požarov na 2 milijona prebivalcev. Recimo Avstrija jih ima 6, države recimo južne od nas jih imajo lahko hitro 20 ali več, Američani jih imajo okoli 60. Kako izjemno nevaren je ogenj, nad katerim izgubimo nadzor, smo v Sloveniji videli lani ob požarih na Krasu. Koliko stran je zdaj ogenj? Tako 300 do 600 metrov je prva hiša. Samo? Ja, tako, zelo blizu. Letos je ogenj znova divjal in uničeval vse pred seboj v Grčiji. Pa v Italiji, Španiji, na Portugalskem. Na Havajih je letos v požarih umrlo najmanj 93 ljudi. Tudi v primeru požarov v naravi lahko naredimo več na preventivi. Ena stvar seveda je obveščenost objektov v okolju. Torej, zagotoviti je potrebno, da je okoli hiše kljub temu čim manj gorljivih snovi. Po drugi strani smo včasih imeli veliko drobnice, ki seveda je popasla tisto odvečno gorivo, ki danes odlično gori. Imeli smo veliko požarnih presek, seveda, ki so se vzdrževale. Danes je tega veliko manj.
Zavedanje in razumevanje nevarnosti je prenizko povsod, a ker se požari v naravi vse bolj nevarno približujejo naseljenim območjem, se začenjamo bolj zavedati te nevarnosti, pravi belgijski strokovnjak za požarno varnost Bart Mercier. As a society, we tend to underestimate, I think for two reasons. One is that fire is, in principle, a rare event. Not everybody lives a fire in their life. But second, also fire is sometimes considered as something cozy, something charming. In pri požarih ne moremo govoriti o dobrih primerih. Imamo slabe, kot je Grenfell, dobrih pa se ne vidi, ker se niso zgodili oziroma so brez večjih posledic. From a political point of view, it's more difficult to demonstrate the positive outcome of that investment because a positive outcome would be that there are less consequences. Za veliko večino požarov je posredno ali neposredno, namenoma ali po nesreči kriv človek. Večino od skoraj 700 letošnjih požarov v Grčiji naj bi povzročil človek, nekatere tudi namenoma. Ljudje se še vedno premalo zavedamo destruktivne sile ognja, pojasnjuje klinična psihologinja doktorica Maja Smrdu. Velik del tega dejansko je nenamernega, ampak še vedno gre z vidika enega egocentrizma, nezavedanja, v bistvu, neke škode, ki se lahko povzroči. Torej, sigurno ta vidik pomanjkanja empatije je lahko v bistvu zraven pri vseh teh požarih, ki se v bistvu zgodijo. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo in da tudi otroke poučimo, kakšne posledice lahko povzroči ogenj. Najpogosteje povzročijo požare, sploh recimo doma, tudi otroci pa mladostniki. To je pač v bistvu rizična populacija dejansko. In sicer pri njih je ponovadi lahko z neke radovednosti. Otroci in mladostniki se teže zavedajo, kaj lahko s tem povzročijo, saj še nimajo povsem razvitega frontalnega možganskega režnja. Zato je dobro, da radovednost do ognja sproščajo drugače, pod nadzorom. Da recimo spoznavajo stvari, da vidijo, kako se tudi omeji požar, oziroma pač ogenj, kdaj je lahko ogenj kot nekaj dobrega, kdaj je lahko ogenj kot v bistvu nekaj slabega. In tudi razumejo, kaj lahko nekontrolirana uporaba ognja povzroči recimo drugim ljudem. V bistvu, torej je fajn, recimo, da tudi slišijo neke zgodbe. Ni vsakdo, ki ga ogenj privlači, že piroman. O bolezenskem stanju piromanije govorimo, ko gre za stanje motnje impulzov ali celo asocialne osebnosti uživa v tem, da nekdo trpi. Če gledamo piromanijo kot tako najbolj tipično sliko, gre v bistvu za to, da gre za neko sproščanje stiske, nekih notranjih impulzov, ki jo tudi posameznik težko zadržuje in v bistvu teže kontrolira. In potem ravno opazovanjem ognja, pa potem tudi z tega, da pridejo gasilci, da se to pač kontrolira in tako naprej, povzroči potem lahko eno sproščanje te neke napetosti znotraj. Vendar patološka piromanija ni pogosta motnja. Manj kot 1% se kaže, pač, da je pojavnost piromanije. Tudi v prometu lahko kadarkoli zagori, zlasti strašljivo je, ko se to zgodi v predoru. V teh primerih moramo vozilo ugasniti, v njem pustiti ključe in ga zapustiti. Gre se torej po smeri, kjer je označena evakuacijska pot, in ta evakuacijska pot navadno pelje v nek hodnik, ki seveda omogoča varni izhod, kjer ni dima in ni vpliva požara. Dobra novica je, da so slovenski predori po navedbah dr. Juga za uporabnike varni. Težko bi pričakovali smrtne žrtve izključno zaradi požara. Večina jih je dvocevnih, kar omogoča boljšo evakuacijo, poleg tega so novejši predori grajeni po smernicah, ki zagotavljajo dovolj visoko požarno varnost. Drugo je, ko zaradi požara dlje časa prekinjen promet in nastaja škoda. Zato pa seveda obstaja pa niz ukrepov, kjer pa lahko naredimo predor takšen, da tudi ko tam tovornjak zagori, bo nek sistem za gašenje, ta tovornjak zelo hitro pogasil. In takšen predor bodo verjetno lahko bodevo ljudje ponovno odprli. Požari v naravi so katastrofalni, požari v hišah in stanovanjih pa hitri in vse težje obvladljivi. Tako kot na poplave in na neurja se moramo tudi na ogenj pripraviti vnaprej, investirati v vse potrebne ukrepe in na to tudi upati, da jih nikoli ne bomo zares potrebovali. Odgovornost za pripravljenost pa mora biti tako na državi, kot na podjetjih in posameznikih.